Gospe in gospodje, spoštovani predsednik vlade, dragi Janez, zelo sem vesel, da vas danes lahko sprejmem v Parizu v tem tako posebnem obdobju za Slovenijo. Junija bo Slovenija praznovala 30. obletnico svoje osamosvojitve. Neodvisnost Slovenije, za katero ste se odločili na referendumu decembra 1990, je spremljal duh svobode in želja slovenskega naroda, da sodeluje pri evropskem projektu. In ni lepšega simbola in ni boljše konkretizacije te evropske pripadnosti in te želje, kot je predsedovanje Sveta Evropski uniji. To predsedovanje bo Slovenija že drugič prevzela julija in sicer tik pred francoskim predsedovanjem, ki se bo začelo januarja 2022. Slovensko in francosko predsedovanje se bosta odvijali v povsem neobičajnem kontekstu, kajti že več kot eno leto se soočamo z epidemijo brez primere. Istočasno pa si prizadevamo, da bi se izognili gospodarski krizi, ki jo lahko ta epidemija povzroči. In v tem kontekstu je še tako pomembna uskladitev med nami in to je tudi predmet naših izmenjav. Eno leto se že soočamo z izzivi tako na zdravstvenem kot na gospodarskem področju. Na zdravstvenem področju smo jasno ugotovili, da smo močni, če strnemo vrste. Kampanja cepljenja v Sloveniji in v Franciji in drugod nam sedaj vlivajo določeno mero upanja tudi za prihodnje mesece. Sedaj smo kupili 2,5 milijarde doz v Evropski uniji in Evropska unija tudi sama proizvaja in bo proizvedla 2 milijardi doz cepiv in v okviru programa ERA bo Evropska unija tudi še izboljšala svoje zmogljivosti na področju raziskav in inovacij. Kar se tiče gospodarske situacije, smo sprejeli zelo obširne ukrepe za pomoč in nujne ukrepe in tudi ta načrt za ponovni zagon gospodarstva, ki ga je Evropska unija sprejela, bo prav tako zelo veliko pomagal pri tem. In komisija je tudi že zagotovila za to potrebno posojilo in upam, da bo to lahko zelo hitro tudi konkretizirala, potem, ko bodo vse države Evropske unije ratificirale načrt za oživitev evropskega gospodarstva. Slovensko in francosko predsedovanje bosta še naprej soočena s temi zdravstvenimi in gospodarskimi izzivi in če se želimo uspešno spopasti s temi izzivi, potem moramo še naprej ostati enotni, povečati evropsko zmogljivost za odziv v primeru krize in razviti strateško neodvisnost Unije. Pogovarjala se bomo o vseh prednostnih nalogah, ki jih je Slovenija uvrstila med svoje prioritete za predsedovanje. Govorili bomo o splošnih tematikah, gospodarskih, socialnih, pa tudi o regionalnih tematikah in po mojem mnenju je to zelo pomembno je, da z premijerom izmenjava informacije in mnenja na to temo, kajti to bo zelo ključnega pomena za nas in za Evropo. Hvala lepa, Janez, da ste se nam danes pridružili. Hvala, da ste prišli v Pariz za to izmenjavo nekaj mesecev pred predsedovanjem. Hvala. Najlepša hvala za gostoljubje. Zelo vesel sem, da sem danes lahko tukaj in da se lahko pogovarjava o zelo pomembnih temah, tako bilateralnih kot tistih, ki so pomembni za Evropo, še posebej v prihodnjem letu, ko bosta tako Slovenija in nato Francija vodila Svet Evropske unije. Moj današnji obisk tukaj je tudi potrditev zelo dobrih odnosov med Slovenijo in Francijo. Sodelujemo na mnogih področjih, od gospodarstva do športa, kulture. V okviru Evropske unije v veliki večini vprašanj delimo ista stališča.
Francija je za Slovenijo strateški partner. Pred 10 leti, natančno pred 10 leti smo tudi podpisali strateški sporazum o sodelovanju in v tem času, ko se skupaj z Evropo soočamo z velikimi izzivi, je to sodelovanje še posebej pomembno. Francija je ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije, tako ko gre za blagovno menjavo, ki je dosegala že 3 milijarde evrov pred COVID obdobjem, v blagovni menjavi, v storitveni menjavi dobre pol milijarde evrov. Želimo si tudi več neposrednih investicij Francije v slovensko gospodarstvo in Slovenija zato fleksibilizira, liberalizira gospodarsko zakonodajo in odpravlja birokratske ovire. Naša glavna prednostna naloga kot predsedujoča država Sveta Evropske unije bo koncentrirana okrog besede odpornost. Želimo dati poudarek na to, da bo Evropa bolj odporna, ko gre za soočanje z epidemijami, kot je ta epidemija koronavirusa, ali ko gre za spopadanje z grožnjo kibernetskih napadov, ali katerekoli druge strateške grožnje in tukaj delimo to trdno zavezo potem, da mora Evropa postati strateško avtonomna, kajti brez strateške avtonomije je nemogoče uspešno računati na zmagovit spopad s temi grožnjami. Kot je dejal že gospod predsednik, je v tem času naš pogled uprt v uspešen zaključek boja za epidemijo in v čas okrevanja po epidemiji. V teh dneh države članice oddajamo nacionalne načrte za okrevanje in odpornost in pričakujemo od Evropske komisije, da jih bo obravnavala hitro, učinkovito in fleksibilno, ker ta strateški dogovor dosežen lani na Evropskem svetu potrebuje tudi praktično realizacijo in to čim prej. Med znanje političnimi izzivi slovenskega predsedstva, poleg vseh ostalih, s katerimi se soočamo že sedaj, želi Slovenija dati določen pospešek tudi pri zagotavljanju evropske perspektive držav Zahodnega Balkana, tudi o tem se bova pogovarjala, tam je kar precej preprek, ki jih je še potrebno preseči. Kljub temu pa Slovenija smatra, da je zaveza Evropske unije iz vrha v Solunu leta 2003, ki je garantiral državam Zahodnega Balkana evropsko perspektivo, takrat seveda, ko izpolnijo pogoje, nekaj, kar je verjetno edina perspektivna, pozitivna rešitev za to regijo, ki jo vidimo pred sabo. Pred nami je tudi konferenca o prihodnosti Evrope, ki se je pravzaprav začela v tem času, v času portugalskega predsedstva. Na čas slovenskega vodenja Sveta Evropske unije pade večina te razprave in Francija jo bo uspešno zaključila naslednje leto. Naš namen je, da to razpravo odpremo za vse deležnike in da opravimo čim več dela tako, da bo lahko Francija v začetku naslednjega leta uspešno pripeljala to razpravo k zaključku in da bomo skupaj poiskali odgovore na izzive, s katerimi se Evropska unija v tem trenutku sooča. Spoštovani gospod predsednik, kot ste dejali, Slovenija obhaja, praznuje 30. obletnico lastne državnosti. Veseli bomo, če vas bomo ob tem dogodku junija, ki bo dvojen, se pravi, proslavljali bomo 30. obletnico naše državnosti, hkrati pa tudi začetek predsedovanja Svetu Evropske unije, pozdravili v Ljubljani na tej slovesnosti. In še nekaj takšnih dogodkov bo v naslednjih mesecih v Sloveniji, ki bodo pomembni za Evropsko unijo in na vseh teh vas bomo zelo veseli. Izkoriščam pa to priložnost, da izrazim tudi sožalje družini. Prejšnji teden v Rambojeju
ubiti uslužbenki francoske policije, gospe Stefani, družini gospe Stefani. Ničelna toleranca do terorizma, pa tudi do vseh ideologij in religij, ki terorizem bodi si podpirajo, bodi si opravičujejo, je potrebna. In tudi s tem ciljem se bomo skupaj borili. Hvala še enkrat, gospod predsednik, za gostoljubje danes. Merci, monsieur. Hvala, gospod premier, hvala, Janez, hvala vsem.